Se ti je posvetilo, kaj moraš narediti. Po napovedi preroka Izaija in aretaciji krstnika Jezus začne svoje oznanjevanje in ozdravljanje v Galileji, ki že dolgo ne pripada več rodovom Neftalija in Zabulona. Ta rodova sta bila prva izgnana s strani Asircev leta 722 pred Kristusom. To je bil božji disciplinski ukrep za razprtije med izraelskimi rodovi. Apostol Pavel svari tudi novi Izrael pred strankarsko logiko v cerkvi. On, ki je luč od luči, kakor v veroizpovedi izpričujemo, je prišel jasno in glasno oznanjati spreobrnenje k nebeškemu kraljestvu. Potem, ko je Simonu spremenil ime v Kefa oziroma Peter, mu je kmalu dal nadaljnja navodila. Svoje ribiške spretnosti bo uporabil za zbiranje novega Izraela, razkropljenega med pogani. Sprva je Jezus začel v judovskih sinagogah, kot to danes po svojih ribičih ljudi počne v župnijskih cerkvah. Zaradi svetega pisma in cerkvenega učiteljstva, ki postavlja mrežni okvir razumevanja, je povsem isto oznanjevanje moči križa, brez retoričnih osladnosti. Istega razsvetljenja vstajenske svetlobe smo deležni v temi preizkušenj sodobnega časa. Jezusov klic k edinosti vseh kristjanov v njem, ki je nebeški kruh, in klic k tesnejši hoji nekaterih za njim, odmeva iz nedelje v nedeljo.